Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes Žiga Vavkotič. Zdravo, Žiga. Živijo. Evo, en lep pozdrav iz Cipra. Super. Zdaj, preden začneva, bi te jaz rad predstavil našim poslušalcem, ker tvoj CV, tvoja zgodba o uspehu, ki se še nadaljuje, je res izjemna. Tako da pejva kar po vrsti. Se pravi, si lastnik podjetja Global Dream Vision, si soustanovitelj zavoda Y, tudi ustanovitelj podjetja Symbioza Genesis, bil eden glavnih pobudnikov in ustanoviteljev pospeševalnika ABC, ki je trenutno tudi eden najboljših pospeševalnikov v tej regiji v Evropi, in pa si vpet v ogromno nekih združenj. In tvoja zadnja funkcija, kjer si spet naredil korak naprej in povezal Slovenijo in Kitajsko, je tudi predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega kluba. In zdaj, če greva še korak naprej, si tudi avtor večjih knjig, prejel si tudi kar nekaj nagrad in častnih nazivov. In zdaj bom samo 3 omenil, ki malo izstopajo, ampak ostali so prav tako pomembni. In sicer si prejel častni naslov UNESCO glasnik. Leta 2000 si postal tudi član, najmlajši član oziroma najmanjši član v Sloveniji mednarodne organizacije Mensa, tako da čestitam. Potem še hujša oziroma še boljša pohvala in nagrada. Leta 2004 si postal najmlajši član svetovalnega odbora Microsoft Office Information Worker Board of the Future, ki ga je Microsoft ustanovil na željo Billa Gatesa. Si tudi štipendist bil večkrat in 10 let si prejemal Zoisovo štipendijo, potem si dobil še kar nekaj ostalih štipendij. Ena tvojih izjemnih lastnosti je, da stalno vlagaš v svoj razvoj in izobraževanje. Udeležil si se večjih tečajev, bil si tudi na univerzi, University of Michigan, University of Pennsylvania, ki je tudi zelo znana po svoji Wharton School of Management, kjer si bil tudi ti. In zdaj, če greva korak nazaj v tvojo kariero, leta 2014 si se pridružil tudi Outfitu 7 in potem leta 2017 do 2019 postal in vodil kot predsednik upravnega odbora. Sedaj si v non-executive funkciji in pa zdaj, če še zaključiva z neko tvojo mislijo, ki si jo izpostavil oziroma je tvoje nekako vodilo. Zelo si vpet v poslovni svet, ampak hkrati ti pa zelo pomembna tudi družbena odgovornost in pa socialno podjetništvo. Tako da, Žiga, še enkrat dobrodošel, to je bilo na kratko. In sedaj, da ne pozaba, delaš tudi doktorat, tako da čestitam. Zdaj, preden začneva, jaz rad zmeraj začnem z vprašanjem, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, kakšen je bil Žiga? A je bil zvedav, a je bil bolj tih? Ja, glede na stvari, ki si jih naštel, jih je nekaj že bilo tudi v srednji šoli aktiviranih. Tako da jaz sem bil sigurno en tak proaktiven mulc že takrat. Ukvarjal sem se z mnogimi stvarmi, družba me je zanimala tako v Sloveniji. Ogromno sem potoval, bil sem aktiven pri različnih svetovnih kongresih mladih ljudi. Hkrati pa moram reči, da sem bil v šoli priden. Hodil sem na gimnazijo Bežigrad in sem bil vsa 4 leta odličen. Tako da je bila to taka kombinacija, ki se mi je zdela pomembna, da na nek način narediš tisto, kar moraš in hkrati v bistvu probaš dodati še nekaj več in jaz upam, da bi sošolci, če jih danes bi srečo, opišejo približno tako, kot sem rekel. Top. Zdaj, ena najbolj uspešnih slovenskih zgodb, tudi edini in pa prvi slovenski samorog je tudi Outfit 7, res izjemna zgodba o uspehu. In mene malo zanima in tudi naše poslušalce, kako je bilo voditi tako korporacijo in kako ste takrat, kaj je bil takrat tisti moment, ko ste dejansko se zavedali, to je pa res zgodba, ki bo doživela res izjemne razsežnosti. Ja, zdaj, jaz moram reči, da res na tej poti življenja sem za mnogo stvari hvaležen. In marsikaj se je zgodil tudi zelo neplansko. Če bi nekdo 10 ali pa 15 let nazaj rekel, da bom jaz predsednik uprave milijardnega podjetja, bi verjetno rekel, da se še v tistih najboljših in najbolj zanimivih sanjah hecajo.
Ampak ja, to je bila ena zgodba mojega prehoda iz nevladnega sektorja, ko mi je veliko ljudi učitelj žiga, sej super, simbioza, vse te zadeve, ampak kaj veš, v real biznisu je treba narediti zgodbo. Takrat sem sicer pred tem celo bil pripravljen stopiti v politiko. Veš, da znam biti tudi kritičen in glasen, kar se tiče širše družbe. In se mi zdi, da če človek hoče nogomet komentirati, ga ne komentira samo iz kavča. In če želiš komentirati politiko, moraš v neki fazi tudi to kislo jabolko biti pripravljen ugrizniti. Alenka Bratušek je takrat iskala državnega sekretarja za mlade, ampak imela sva en izziv, z dolžnim spoštovanjem do predsednice, ampak na tem mestu si je res želela imeti žensko. In jaz sem rekel, predsednica, marsikaj v življenju sem pripravljen narediti, spremeniti, ampak ta sprememba je bila pa vseeno malo prehuda za to, da bi državi pomagal ali pa ji dal nek svoj pogled. Zdaj, potem je bil meni to malo signal, morda je pa čas, da grem v gospodarstvo. In kar je zanimivo, iskal sem priložnosti prek ljudi, kjer sem verjel, da so njihove vrednote zanimive in se jaz lahko od njih nekaj naučim. In tako sem potrkal na vrata Ize in Samota Logina, ker sem jih že prej, bom rekel, intenzivno zaradi Tipsino navabo, pa sta bila vedno preveč zasedena. Ampak mi smo se veliko pogovarjali predvsem o njeni fundaciji, njeni zgodbi in želji, da bi delala dobro z vidika razvoja sveta. Marsikdo je že slišal, ampak ravno to je bila ena taka zelo močna želja in tudi razlog, zakaj Outfit sploh bil ustanovljen. In to se mi zdi, da je treba tako poudariti, ker verjetno se marsikaj zgodi z nekimi razlogi. In Iza in Samo Login sta si želela ustvariti uspešno podjetje, ki ga bosta prodala in kjer bosta potem lahko ta denar namenjala družbenim projektom. Takrat, ko sta bila fokusirana na Outfit, sta bila verjetno ena najbolj fokusiranih ljudi. In kljub temu, da ta uvod kaže na to, da jaz probam v življenju ne biti vedno fokusiran, sem res hvaležen za to, zdaj je 6-letno izkušnjo, da sem imel priložnost eno tako zgodbo pomagati graditi, bil zraven pri milijardni akviziciji in potem v bistvu, ko so prišli tuji lastniki in to Kitajci, v bistvu 2 leti predsedovati upravnemu odboru. Zdaj, seveda v vseh teh fazah je podjetje bilo različno, bom rekel, so različno zgodbe kulture bile noter, v vseh teh zgodbah je bilo pa enotno to, da je Talking Tom bil in je izjemno globalen, da danes ni države na svetu, kjer ne bi imeli uporabnikov. Trenutno smo čez 14 milijard downloadov in imamo nekje, mislim, da več kot 350 milijonov mesečnih uporabnikov. In stalno, bom rekel, sta se vrtele vsaj 1-2 zgodbe noter. In sicer, da smo hoteli svetu ponuditi neke te zabave, neke te zgodbe vrednot prijateljstva in joya. Hkrati pa, da smo seveda zelo močno čutili to našo odgovornost, ker imeti toliko userjev je absolutna stvar tudi odgovornosti. Jaz moram reči, da absolutno sem še enkrat za to priložnost res hvaležen, ker jaz sem sicer prišel kot čist pogodbenik, takrat je bilo vprašanje, znam kaj developmenta, sem rekel ne, znam kaj research, sem rekel ne, se Iza malo za glavo prijela, pa rekla, potem pa v HR dala. Talent Acquisition Specialist je bil moj naziv, rekla, ti poznaš veliko ljudi. In jaz mislim, da sem predvsem za eno svojo vrednoto, o kateri, ko govorim z mladimi, jo večkrat poudarjam, in to je vrednota odgovornosti, v bistvu uspel delati te korake. Vedno sta mi obuvala malo večje čevlje, kot sem jih bil verjeten sposoben. Hkrati me vedno podpirala z vidika, lej, ratelj ti bo in hkrati smo ti pripravljeni pomagati.
V življenju sem precej fast learnerja in to mi je verjetno omogočalo to, da to res ena taka lepa zgodba, ki ni bila vedno samo enostavna. Hkrati pa moram reči, da je ena izmed tistih zgodb, ki mi je morda žal, da Slovenija ni večkrat bolj ponosna nanjo, da jo večkrat ne poslušamo in slišimo. Res je, da seveda Outfit 7 se je morda začel, so bili zametki v Sloveniji, potem je to ratala globalna zgodba, to je tudi razlog, da sem danes na Cipru in sem zadnjih 6 let na Cipru doma, ampak se mi zdi, da bi si večkrat kot družba mogli želeti, da več ljudi ustanovi in naredi Outfit 7, ker takrat, ko bomo razumeli, da če bomo kot družba, kot celota uspešni, oziroma ko bojo posamezniki uspešni, bomo tudi kot družba, kot celota uspešni. In tukaj nas včasih zmanjka, in morda s tem zaključim ta, bom rekel, prvo vprašanje Outfita. Znamo biti ponosni na športnike, takrat se znamo poenotiti kot narod. Žal ne zmoremo pohvaliti politikov, hkrati mi je pa grozno, da ne znamo biti ponosni na naše gospodarstvenike, znanstvenike, ljudi, ki so v svetovnem merilu špica. In ja, Outfit 7 je sigurno ena izmed tistih zgodb, ki je iz nič z pametjo nekaj ljudi in s trdim delom mnogih postala svetoven fenomen, kjer kadarkoli in kamorkoli potujem, je to nekaj, kar ljudi poznajo, jim je imenitno, jim je zabavno in naredi poseben vtis. Hvala, ne, se čisto strinjam, čisto prav se mi zdi, da ena stvar, ki nam mogoče malo manjka, jaz temu pravim pozitivna aroganca, ne samozavest. Jaz sem kar lep čas preživel v Ameriki in ena stvar, ki sem se naučil, da tam se vsako majhno zmago res proslavi, pa ogromen PR, pri nas pa take zgodbe o uspehu, nažalost, zelo hitro pozabimo, kar ne bi smeli in bi mogli če dalje več se o tem govoriti. Daj mi povej, omenil si tudi, zdaj si že 6 let na Cipru, ogromen delegacij si se udeležil, tudi izobraževal si se v tujini, tako da stalno je nek tvoj kontakt bil s tujino. Koliko se tebi danes zdi pomembno za nekega mladega podjetnika, ali pa tudi izkušenega, da ima nek ta pogled v tujino, ali pa celo da gre v tujino, da se spozna s tem svetom? Jaz moram reči, da ravno ta globalna komponenta je nekaj, kar me na eni strani zaznamuje, hkrati v slovenskem prostoru včasih povzroča kakšno dvignjeno obrv. Ampak recimo ena stvar, ki morda v uvodu nisva omenila, pa sem sigurno na njo tudi ponosen, je, da sem, mislim, da marca letos postal tudi član trilateralne komisije in to je verjetno ena izmed tistih zadev, ker sem en najmlajših članov tam, kjer 2-krat na let dobesedno pobegnem in se srečam s svetom in slišim in dogajanje v svetu, srečujem od nekdanjih predsednikov, bom rekel, izjemnih poslovnežev in tu sigurno gre najprej zahvala Marku Voljču, ki me je v bistvu že pred leti predlagal za David Rockefeller Fellowa. Zdaj sem si vrata odprl, Franjo Bobinac kot zdajšnji predstavnik je pa na nek način dosegel, oziroma smo skupaj tudi dosegali, ker smo naredili izjemno srečanje trilaterale v Sloveniji, da so ugotovili, kako Slovenija je imenitna in da se kljub temu, da je mala država, zasluži 2 mesti v trilateralni komisiji. Mislim, da sem nekje čez 90 držav prepotoval in vedno bom zagovarjal ravno to, da če ne samo mladi podjetniki, ampak mladi nasploh, če je počasih vprašanje, v kaj mi ni žal, da sem vlagal, je vedno odgovor, ni mi žal, da sem vlagal v potovanje in izobraževanja. Razumeti danes, kako ta svet funkcionira, razumeti, kako je v bistvu bolj povezan, kot si lahko sploh predstavljamo, razumeti trende, kam gremo, razumeti, da če bomo pustili vojni med Kitajsko in Ameriko svojo pot, da to ne bo dobro predvsem za svet, razumeti, kaj nas čaka
če širše sveta ne bomo razumeli z vidika migracij, okoljskih sprememb, da enostavno bomo kmalu imeli Indijo in Afriko ali Evropi ali kjerkoli druge. Zaprav, jaz mislim, da svet ti da absolutno en tak zelo pogled na gozd, države so pa lahko neko drevo in ko podjetniki razmišljajo o trgih, ni nič narobe, če pač ugotovijo, da jim je trg samo Slovenija. Seveda, narediti milijardno podjetje bo verjetno v slovenskem trgu premalo in zato je fajn, da razumejo, kako delujejo stvari, kako je drugačna recimo Kitajska od Amerike, kjer imam ogromen prijateljev, včasih mi je pač fascinantno, da me ta družba spet hoče zelo hitro popredalčkati in reči, ta je pa kitajski, ne. Jaz se imam za zelo globalnega človeka, ki mu je pa Slovenija najbolj srčna država in mu upam, da vedno bo. Sem pa tudi eden izmed tistih zagovornikov izjemne drugačnosti. Jaz mislim, da diversity, drugačnost za mizo prinaša dodano vrednost. In če govoriva o drugačnosti med moškimi in ženskami, zato mislim, da je absolutno prav, da je več žensk v bordih, da je več žensk v politiki. Ko govorimo o drugačnosti, mi je žal, da ne govorimo več o tem, da v borde in predvsem nadzorne svete ne prihaja več mladih ljudi. Danes, ko se svet tako hitro spreminja, ko je digitalizacija ena ključnih tem, veliki svetovni bordi to razumejo, v Sloveniji spet žal capljamo zadaj. Je to drugačnost različnih kultur, narodnosti. Ena stvar, ki moram reči, da sem pa bil vedno v outfitu ponosen, ko sem predsedoval upravnemu odboru, je v slovenskem delu, se pravi v podjetju Ekipa 2, mislim, da bilo 26 narodnosti. In glede na to, kako smo Slovenci pogosto zaprt narod, kako je težko zaradi, bom rekel, davčnih razlogov, kjer obremenjujemo delo najboljših in najbolj sposobnih in pametnih ljudi, pripeljati svet v Slovenijo, se mi zdi, da je to en tak velik dosežek, da smo znali to drugačnost za mizo probati razumeti, ker vedno pravim, ko se ljudje preveč strinjajo z mano ali pa ko so mi ljudje preveč podobni, se od tega prav veliko v življenju jaz ne moram naučiti. Se strinjam, hvala, res odličen odgovor. Daj mi malo razloži, se pravi, Outfit 7 se je začel kot startup, rato je izjemna globalna zgodba, danes je na svetu, mislim, da okoli 9 milijonov različnih aplikacij. In mene zanima tvoj pogled. Danes smo res 24 ur vpeti, imamo mobilni aparat, ki je dejansko naš najboljši prijatelj, naša boljša polovica, pa še vse in tajnica in vse. Kako ti gledaš na te tehnologije, ki prihajajo? Zdaj, ponovadi imamo dve strani. Ena stran se tega boji, pa prav ogromno nekih podatkov dajemo od sebe, druga stran zagovarja, izboljša nam boje življenje, res da nam sledijo, ampak hkrati nam izboljšujejo življenje. In je neka velika dodana vrednost. Kako ti na to gledaš, ko ste res ustvarjali neko aplikacijo, ki je spremenila svet in še v bistvu spreminja in dela res dobre in izjemne stvari? Seveda, to bo absolutno neko moje osebno mnenje, ne. Jaz mislim, da tehnološki razvoj lahko kot vsaka stvar prinaša točno to, kar si rekel, in svoje pluse in svoje minuse. Da bi rekel, da sem samo vernik tehnologije, absolutno ne, ker vpliva, bom rekel, na tudi kvaliteto življenja, na neke odnose. In zato je morda še bolj pomembno, da se znamo predvsem pogovarjati, da se znamo poslušati in da se znamo slišati, da ohranjamo te, bom rekel, osebne stike, kar je seveda v teh časih morda še posebej, bom rekel, zahtevno. Po drugi strani pa seveda ta tehnologija lajša marsikaj, ne. Tako da neka prava mera in biti pozoren, ne, tako kot je treba biti pozoren, da človek ne rata odvisen od česarkoli, je treba biti tudi pozoren, da človek ne rata odvisen glede tehnologije, ne. Jaz sem velik zagovornik tega, da si ljudje naštimajo na telefone, koliko časa porabijo časa, da se začnejo s tem ukvarjati, da o tem razmišljajo, da se včasih tudi lahko človek odklop, da reče, enostavno me ni
Jaz sem si letos uspel push notification maila dati stran in moram reči, da bolj mirno živim. Skratka, a veš, ta dolžnost vsakega posameznika, bom rekel, je pomemben vidik. Jaz sicer nimam svojih otrok, ampak se pa strinjam, recimo, da je ena zelo veliko vprašanje danes vzgoja otrok in tehnologije. Ne? A bomo pustili, da so ta bitja popolnoma od tega samo odvisna, ne? Ali pa bomo znali razložiti, zakaj je tehnologija, ja, po drugi strani jo pa na nek način tudi omejevati. Ne? Ja, to bo ena izmed pomembnih vprašanj prihodnosti. Tako kot recimo bo pomembno vprašanje, če nadaljujemo razmišljanje z vidika tehnologije, vprašanje robotov, vprašanje delovnih mest. Veš, vse to, kar spreminja ta svet, v bistvu daje velik vpliv na neko stvar v prihodnosti. Ena zadeva, kjer se moramo zavedati in se o tem absolutno premalo pogovarjamo, je, da je z rastjo prebivalstva v zadnjih, 50 letih se spremenil en kup navad in hkrati začenjamo tako in drugače obremenjevati ta planet. Ne? In to ne more iti neskončnost in ne more vzdržati večno zadev. In zato sem pogosto kritik tega, da če ostanemo na ravni partizanov in domobrancev, če ostanemo na ravni nekih političnih, bom rekel, prepirov v domovini Kranjski, se nam slabo za prihodnost piše, zaradi tega, ker se ne pogovarjamo o temah, kot so resne reforme pokojninskih sistemov, vprašanje medgeneracijskega sožitja, vprašanje, kaj bomo boljšega naredili jutri za planet, ker morda je pa čisto brez veze, da se preveč ukvarjamo, ker morda nas pa čez 30 let ne bo več, če bomo nadaljevali tako, kot bomo nadaljevali. Ne. Tako da vse te spremembe je v bistvu jih vsak posameznik, ki je odgovoren posameznik, mora spet širše opazovati, mora jih znati tudi kritično kdaj pogledati in reči, da tole je dobro, tole ni dobro. Ne. Tako da iz tega vidika je tudi pri tehnologiji, danes je moja babica navdušena, da je na Facebooku Simbioza, recimo, ki je bil en tak projekt, ki je povezal mlajše in starejše prek tehnologije, jim je dal to možnost razumevanja stvari, ampak hkrati pa še vedno grem izjemno rad na kosilo k njej, oziroma če sem na Cipru, jo mnogokrat pač pokličem in rečem, babi, kako si. In te odnose, ta vidik vrednot, to bomo pač mogli kot družba absolutno gojiti. Ja, se pravi, da zdaj eden izmed glavnih stvari, ki jih bomo mogli se še bolj učiti pa vlagati, je ravno ta EQ, ki dejansko tehnologija ne bo mogla nadomestiti. Ne. Zdaj, ena stvar, veliko se govori in tudi, ko te gledamo, vidimo ogromno tvojih uspehov, vidimo, koliko si izjemen posameznik, ampak ponavadi ljudje ne vidimo pa teh izzivov oziroma teh challengeov, ki so se ti pojavljali tekom tvoje kariere, tekom tvojega življenja. Zdaj, Outfit 7 se je začel oziroma ustanovil leta 2009, potem je 2017 postal ogromna zgodba o uspehu. Pa bi te prosil, če nam malo deliš zdaj, kako je bilo v Outfitu 7, kako ste se soočali z izzivi, kakšni so bili, pa tudi v tvoji karieri, kakšni izzivi so se ti pojavili, da nam daš malo v pogled, se pravi, ker zmer vidimo Žiga Vavpotič, izjemni dosežki, ogromno uspešnih zgodb, veliko stvari delaš, ne vidimo pa teh izzivov in to je tisto, ki dejansko ponavadi ljudje spregledajo in to bi želel, da malo deliš z nami. To je ta pogled. Jaz mislim, da si moraš absolutno že uvodoma razložiti in si dati, da so tudi neuspehi del uspehov. Ne se to tako klišejsko sliši, ampak če bi samo uspevali, se kaj bi se pa naučili. Ne? Tako da tudi, ko doživiš te neuspehe, jih je treba probati razumeti. Jaz sem vedno, ko sem tudi vodil ekipe ljudi, rekel, nič ni narobe, če naredimo napako. Ne? Narobe pa je, če napako ponavljamo in predvsem, če smo to napako naredili z malomarnosti. Ne? To je bil vedno en tak moj pogled in ljudje si niso ne upali delati napak, oziroma če so se zgodile, smo vedno imeli nek tak pogovor v to smer. Ne? Zdaj,
outfit, ko sem se jaz že pridružil, je treba pač priznati, da je bila to že zgodba, ki je uspevala. Je pa recimo zanimivo, da ko so začeli, niso začeli z produktom govorečega Toma, Talking Toma in je to ratalo absolutno tako uspešna zadeva. Kar neki 5-6 različnih projektov so naredili, ki niso bili uspešni, ki so jih zavrgli, ampak enostavno ta moč, bom rekel, manifestacije, če želiš, ta prepričanost, da bojo uspeli, ena izjemna genialnost, samota pri razumevanju, kje svet v tem trenutku je in kaj so pomembni trendi, in ta, bom rekel, človeški pogled na razvoj ljudi, pomembnost vrednot, pomembnost kulture, je v bistvu zelo, zelo dober tlakoval po mojem temelju outfita. Jaz moram priznati, da ko sem pač ratal predsednik uprave, sem večkrat rekel, klobuk je najprej treba dati dol founderjem, uspel so narediti milijardno firmo in morda bi mogli biti večkrat tudi za to hvaležni ali pa to večkrat javno povedati. Zdaj, ko govoriva morda ne toliko o uspehu, ampak o tem, da si ljudje predstavljajo, pač tistega mačka kupiš za $60, rukneš ga na telefon v pravem času na pravem mestu in rata milijardno podjetje, ne, bi lahko dodal samo še tisto, in potem svizec zavija čokolado. Veš, malo ljudi je videl, jaz sem imel res to priložnost, ki je edinstvena in izjemna, da sem na Cipru tudi ob njima živel in videl, koliko je bilo to enega dela. Kolikrat se je tudi zgodilo, da smo se v nedeljo zvečer dobili. Ona dva sta bila predvsem absolutno zahtevna šefa, si jemljem dan še vedno čas, da smo ostali prijatelji, ampak najprej sta bila zahtevna do sebe. Ona dva sta od sebe zahtevala včasih nemogoče. In jaz mislim, da ljudje podcenjujejo, koliko enega trdega dela je vedno za nekimi uspehi, koliko konec koncev enega odrekanja je zadaj, koliko tu in tam naši partnerji, ljudje, ki živijo z nami, plačujejo neke cene, ko nas ni, ko tudi ko smo z mislimi drugje. To so tisti verjetno vzponi in padci in zgodbe iz ozadja, ki jih nihče ne vidi. Po drugi strani pa veš, če verjameš, če imaš ta notranji drive, če imaš to energijo, če te nič ne ustavi, potem greš svojo pot. Je pa tisto, kar sem tudi doživel, na TED-u je en moj talk Življenje mi je dalo lekcijo življenja, kjer sem pa tudi jaz fasil še pred outfitom sicer en tumor na ledvici. A veš, in ko se ne znaš sam ustaviti, ko se ne znaš sam poslušati, plok življenje pokne iz ovinka te tako in drugače. In jaz mislim, da ena ključna stvar je, da se premalo ljudi ukvarjajo sami s sabo, to se mi zdi ena taka zelo slovenska zadeva, ko smo pametni za vse naokoli, klej kramp in lopata in pejt malo v svoje otroštvo in svoje probleme, ki si jih iz tam potegnil, probi razumeti, zakaj te nekaj razjezi, probi razumeti, zakaj se sekira za to. In vsak posameznik ima na sebi toliko dela in toliko stvari, da preden vržem kamen v kogarkoli drugega, verjetno lahko celo piramido s kamni zgradim okoli sebe. In to se mi zdi, da je en ključ uspehov in neuspehov, da se mnogo bolj kot z drugimi, mnogo bolj kot da sodimo, pametujemo, svetujemo, ukvarjamo se najprej sami s sabo. To nam bo mnogo več uspehov prinesel. Predvsem pa bodimo privoščljivi za uspehe drugih. Jaz vedno sem bil človek, ki sem rekel, kapo dol, ploskal sem, mnogo mailov v življenju napišem, ker rečem, wow, vsaka čast, kaj je nekomu uspelo. Super. Zdaj, prej si zelo lepo povedal, da
je treba neka strast, nek zagon, da včasih se tudi ne spi. Zdaj poprečna, jaz sem tudi zelo vpet v startup svet, ker delam za švedski investicijski sklad in poprečna starost nekega samoroga je 9 let. Tako da, če pogledava, 2009 je bilo ustanovljeno Outfit 7, 2017 se je zgodila ta magična, tako da čestitam. Zdaj, prej si tudi omenil, ti si bil v večjih funkcijah, večjih vlogah, še danes si, tako vladnih kot nevladnih. In mene zanima, vodil si različne ekipe, mednarodne ekipe, kako se je pa tvoj slog vodenja recimo spremenil, zdaj, če se malo dotakne prav vodenja, tekom tvoje kariere, tvojih let, kaj si opazil pri sebi? Tisto, kar ti bojo ljudje povedali, je, da verjetno me je Outfit naučil mnogo več odločnosti. Jaz po naravi sem človek, ki si želim, da bi se vsi razumeli, da bi bil svet lep in da bi se imeli vsi radi. Priznam, če ne po videzu, ampak po vrednotah malo tega sveta želje. Naj bo svet lep in zavzemali se bomo za mir na svetu. Priznam. Pa seveda ugotoviš, da ko stopiš v vidik vodenja, mi je bila recimo ena izjemna šola že Simbioza, morda že prej Y, ampak Simbioza je en tak projekt, kjer si mogel z navdušenjem motivirati ljudi z vizijo, nekaj velikega bomo naredili, pomagali bomo starejšim, povezali bomo Slovenijo. Tako da ta vidik vizionarstva, malo avtentičnosti, malo tega, da dam noter v bistvu sebe, da se zavedam pomena vrednot, da bi jasno, da je walk the talk tisto, kar je pomembno. To so tiste stvari, ki me stalno spremljajo. Verjetno pa ta mal odločnost res pol prišla z Outfitom in eno pomembno zavedanje, da v bistvu ni težko voditi, ko stvari uspevajo. Umetnost vodenja, to je večkrat samo rekel in to mi bo večno ostalo v ušesih, je sprejemati shitty decisions. Ko nisi v situaciji, ko bo tvoja odločitev vedno win-win, ampak moraš zbrati nekaj, kar bo boljše kot ta drugo, pa kljub temu, da boš plačal z neko ceno in morda malo krvi. In če se vrnem v mojo to osnovno vrednoto sveta, kjer se bi mi radi vsi in jim bilo lepo, je tukaj včasih ta moj element, ki sem se ga mogel pomembno priučiti, ravno to, včasih je treba reči, žal je to moja odgovornost in zato se bom odločil tako. In ker je to moja odgovornost, bom posledice nosil jaz kot vodja, kot tisti, ki načeloma pelje ta nek vlak naprej. Tako da, ne vem, tudi moji starši ti bodo danes povedali, da sem včasih mnogo bolj zahteven, da nam rekel, da sem tečen, ampak ko veš, kaj je treba in kaj je rad, potem to narediš kdaj tudi zelo odločno. Se mi pa zdi, ali pa mi je še vedno zelo pomembno, da so mi ljudje prva stvar pri vodenju, da sem ponosen na to, da verjetno predvsem tisti, ki sem jih vodil ali pa so bili del moje ekipe, bodo marsikaj lepega povedali o meni. Včasih ne nujno, da ravno kolegi, ki so me malo po stran gledali, ker svojo drugačnost sem pogosto vnašal v ta način vodenja, ampak nikoli nisem hotel biti mikromanager, hotel sem spodbujati ljudi. Na koncu je zelo skrivnostna zadeva, žal premalo menedžerjev ali pa voditeljev razume. Če znaš dobro motivirati svoje ljudi, potem se lahko ukvarjaš z zelo simpatičnimi zadevami. In to je postavljanje vizije, strategije, zelo malo operative. Če pa si mikromanager, imaš pa vsak dan samo več in več problemov. In to je ena taka skrivnost vodenja, ki sem jo relativno mlad razumel. Moraš vedeti, in to večno poudarjam, da še enkrat, in ne morem biti dovolj hvaležen v življenju,
Zaradi tega, ker, veš, voditi milijardno podjetje pred 33 letih je nekaj, kar se ne zgodi vsak dan. In hkrati, ja, včasih bi bilo pač boljše, da bi vodil milijonsko, 10-milijonsko podjetje prej, ampak ne vem, nekdo se je odločil, da je to neko poslanstvo, ki ga v življenju moram dati čez. In pač sem se mogel znajti, veš, vržen si, plavaš, zame je bila industrija nova, ampak dovolj moraš biti zvedav, ne smeš se prestrašiti, pa še eno lastnost, verjetno sem se naučil, ali pa sem jo tudi že kar imel. Ko naredim napako, mi je ni težko priznati, se zanjo, če je potrebno tudi upravičiti in povedati, kaj sem se pa jaz naučil. Veš, biti vodja in dajati občutek, da si samo vse mogočen, je sila nevarna zadeva. Moraš na nek način razumeti, da tudi ti kot vodja boš delal napake, hkrati pa še ena stvar, ki mi je pomembna, naučil sem se, da v življenju želim biti obdan z boljšimi ljudmi, kot sem sam. Zaradi tega, ker če se obdam z dobrimi in izjemnimi ljudmi, se bom prvič jaz marsikaj lahko naučil in tudi mi kot tim bomo rastli. Hkrati pa morda ravno to ta skrivnost, da ti kot vodja moraš pa na nek način spet ta gost, če sem dal že prej primerjavo gozda, razumeti, ta holističen svet, pogled, ta big picture mora biti vedno tvoj, ne? Vedno moraš iti na goro, pa ne zato, da si na gori nad ljudmi, ne? Jaz nikoli si nisem predstavljal, da sem zato, ker pač vodim karkoli več vreden. Jaz vedno pravim, voditi pomeni samo imeti več odgovornosti. Več odgovornosti lahko pomeni več skrbi, to lahko vpliva na zdravje, tako in drugače. Ampak kaj pa pomeni iti na goro? Pomeni pa videti več in videti dlje. To se mi zdi, da je ena taka pomembna tudi lastnost dobrih vodij, ki sem se pač mogel s časoma vsega tega naučiti. Super, hvala. Tukaj res čisto se strinjam s tabo. Se mi zdi, da je res vloga vodje grajenje odnosov, da se gradi na odnosih in da dejansko se zavedaš, da nisi najpametnejši in tudi ni dobro, da se obdaš z ekipo, ki te dopolnjuje in celo nadgrajuje v določenih znanjih. Zdaj, ena stvar, ki bi se jaz tudi dotaknil, je, in verjetno se vse zanima, ti si res opet v ogromno izjemnih stvari, ogromno uspešnih zgodb, ogromno idej imaš, verjamem, da bo še ogromno nekih projektov prišlo, za katere bomo še slišali. Kako ti uspeva? Kaj je tvoj recept za uspeh? Kako se zorganiziraš? Kaj ti pomaga? Ali pa se bo zgodilo, da bom v nekem momentu rekel, zginem in bom ob morju lovil ribe. Nikoli tega sem se v življenju navadil in naučil. Ena ključna stvar je, da se mi zdi, da probam ne prelagati stvari, ki jih lahko naredim danes na jutri. To je en tak ljudska modrost, pa hkrati zelo dober recept v življenju, da lahko čim več stvari narediš. Morda, pa spet povezan z mojo prvo lastnostjo sveta in mahanja, je to, da malo težko rečem ne. Tukaj bi se lahko izboljšal, absolutno. Kdaj to tudi kdo izkoristi, ampak če to preveč ljudi izkoriščajo, sem se pa že naučil reči ne. Ampak zato, ker ne rečem ne, pol je teh stvari veliko. Ampak po drugi strani, veš, je ravno to morda ena taka moja lastnost, da znam povezovati različne svetove, stvari. Naučil sem se tudi delegirati konec koncev, povedati, kaj bom jaz naredil in česar tudi ne bom naredil. Pa, veš, ta zvedavost moja, sej Outfit 7 mi je vedno to omogočil, ker sem bil in na tolikih različnih položajih, toliko hiter sem rastel, da sem se večno mogel samo učiti, ampak malo je pa ta moja narava, da me toliko stvari zanima, da veš, praktično, seveda so stvari, ki o njih ne nimam pojma in me tudi ne zanimajo, ampak je precej stvari tako na to-doju, ki bi jih še rad v življenju znal ali pa naredil in tako
Tako da je to ta vidik zvedavosti, ta vidik odgovornosti in ta vidik organiziranosti, po mojem, en tak temelj k temu, da mi uspeva na nek način žonglirati v tem svetu različnih stvari. Super. Dej nam malo povej, zdaj, ena nova zgodba o uspehu je tudi, da si postal predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega kluba. Poleg tebe so v izvršnem odboru res tudi izjemni posamezniki. In malo nam opiš, kaj je zgodba odzadaj, kakšna je strategija. Prva stvar, ki mi jo je tudi outfit, bom rekel, prinesel in je zelo posebna in po mojem mnenju izjemno dragocena, je ravno ta priložnost dela s Kitajci. Jaz sem gospodu Čuju, ki je lastnik Outfit 7, v bistvu zelo hvaležen za to, da mi je zaupal, milijardo je plačal za to podjetje in potem je na ekipi, kjer je bilo kar nekaj Slovencev, zaupal, da smo jo vodili. In kaj sem v tem procesu ali pa tudi v svoji funkciji ravno predsednika uprave največ mogel delati ali pa mi je bilo največji izziv, je ravno ta različnost kultur. Jaz si upam trditi danes, da so ravno Kitajci verjetno najbolj zahtevni v svoji drugačnosti z vidika poslovnih kultur. Zdaj, to prinaša pogosto nek strah. To pogosto prinaša neko bojazen in ko se zgodi ta bojazen in strah in ta element, se pogosto ljudje zakrčijo in potem lahko naredimo tudi kakšne neumnosti, bom rekel, ali kot države, v odnosih, v kulturi. Kitajska, to si upam reči, je zgodba uspeha. Če pogledaš, da je 30-40 let nazaj bila to država v razvoju, kjer so druge države, bom rekel, plačevale za to, da se je družba razvijala in ko pogledaš danes, kaj je Kitajska naredila, je mislim, da prav, da rečeš, wow, ta družba je naredila ogromno. To ne pomeni, da ne znam biti kritik Kitajske. To ne pomeni, da sem velik fan samo Kitajske. To ne pomeni, da si želim kitajskih vrednot v svojo državo, v svoje okolje. Ampak prijeva spet na to, da ta drugačnost, po mojem mnenju, bogati. In jaz, kadar sem na Kitajskem in bil sem na Kitajskem kar velikrat, me navdahne z vidika, kaj vse se da. The sky is the limit, lahko rečemo absolutno na Kitajskem. To je druga največja ekonomija, ki postaja verjetno prva ekonomija. Ravno danes sem bral, da ko se cel svet ukvarja z vprašanjem planiranja, je Kitajska sprejela 15-leten plan strategije razvoja Kitajske. Kitajska je že danes v Sloveniji pomemben partner, ki ga ne moremo ignorirati. Še večji problem pa je, če se želimo do njega napačno obnašati. Kitajci so specifični, Kitajci znajo biti zamerljivi, Kitajci znajo biti občutljivi. In zato se nam je zdelo modro, da postavimo na nek način skupino ljudi, ki je s Kitajci delala dovolj, da si približno znamo dovoliti reči, da nekaj o Kitajski vemo. Zato, da lahko ponudimo roko sodelovanja vsem tistim, ki morda Kitajske ne poznajo, vsem tistim, ki bi Kitajsko radi bolje spoznali in vsem tistim, ki se morda danes Kitajske bojijo, ali pa bi radi tudi o njej kritično razpravljali z ljudmi, ki nekaj od njej vedo. In se mi zdi, da je to tista zgodba, zakaj smo gospodarstveniki, ki smo s Kitajsko dovolj dela rekli, naredimo tako organizacijo. Želeli smo si jo priključiti in tudi to z razlogom, ker je Kitajski to pomembna, Kitajski so organizacije pomembne, Kitajski je hierarhija pomembna. Zato smo se odločili, da jo damo na gospodarsko
zbornico Slovenije in tudi s tem pokažemo na nek način neko resnost. Hkrati pa, kar žal premalo razumejo ljudje, da zaščitimo tudi, in iz tega smo najbolj iskreno izhajali, interese te naše ljube Slovenije. Ko pogledava danes vpliv Kitajske, ne morava, mimo Gorenja, kjer je 6-7 tisoč ljudi zaposlenih. Ja. Če bomo delali kakšno neumnost preveč, jaz si ne želim, ali pa bi me bilo strah, da nekaj tisoč ljudi lahko izgubi delovno mesto. Hkrati je potencial razvoja, hkrati tehnološki razvoj Kitajske tako zanimiv, da recimo, zakaj pa ne bi slovenski startupi tudi s Kitajsko sodelovali. Jaz sem vedno zagovarjal to, imenitno je, da grejo startupi za pol leta v Silicon Valley, pa da grejo za pol leta recimo v Shenzhen in spoznajo stvari tam. To je tisti moj globalen pogled. Seveda, a veš, se lahko pogovarjamo o tem, je kitajski delovni ritem, kjer praktično ni osebnih odnosov, svobode, tisto, kar si želim, in je moj odgovor ne. Ampak ne morem mimo tega, kaj je Kitajska naredila. Tega pač preprosto ne morem ne zagovarjati. A se lahko pogovarjamo o tem, da pač Kitajska nima demokracije? Lahko se o tem pogovarjamo. To ji prinaša mnoge pluse. Razumem, da demokratičnim državam to prinaša določeno jezo, se jim morda to ne zdi pošteno, ampak spet ne, če bomo do Kitajske naše odnose zaostrovali, bomo težko Kitajsko odpirali oziroma jo spodbujali k nekemu napredku, ki verjamemo, da je dober. S Kitajsko se je treba pogovarjati, s Kitajsko se je treba ukvarjati in ji ponujati neko roko sodelovanja, tako in drugače. Kitajska je nerazumljivo velik trg, ki prinaša mnoge priložnosti in jaz si resnično želim, da bo svet bolj povezan, kot je, predvsem politično govorim. Jaz mislim, da seveda svet je že dovolj povezan in deluje skupaj, ampak če se bodo velesile med sabo sprle in bo to povzročil nek konflikt, to za nikogar na tem svetu, to si upam trditi, ne bo. Oziroma za eno državo dobro. In evo, to je nek naš mali doprinos k temu, da pomagamo predvsem v prvi vrsti Sloveniji, da na nek način gojimo dobre odnose z pomembno državo in da na nek način pletemo neke zanimive priložnosti in možnosti, ki jih ta trg ponuja. Absolutno sem pa vedno bil in vedno bom, da ne bo narobe razumljeno, recimo velik zagovornik tega, da bi mogla Slovenija imeti boljše odnose z Združenimi državami Amerike in da smo recimo v preteklih letih izjemno veliko priložnosti žal tudi na tistem koncu izgubili. Ko si mala država, moraš biti enostavno prijatelj z vsemi. To je po mojem mnenju ključna strateška usmeritev zunanje politike malih držav. Absolutno se popolnoma strinjam. Zdaj, že Napoleon mislim, da je takrat rekel, da se moramo bati spečega velikana Kitajske in absolutno so res ogromne. Tudi zdaj, mislim, da pred kratkim je Ant Group bil en največjih IPO, mislim, da so zbrali 33-34 milijard, kar so nore številke in kitajski trg je res izjemen. Zdaj, ena stvar, ki mene zanima, če izvzamemo Outfit 7, kaj je bil en projekt, na katerega si zelo ponosen? Pa vem, da je Simbioza tudi izjemna zgodba o uspehu, kjer je ta medgeneracijska zgodba, Zavod Y, kjer se zelo fokusira na mlade in daje priložnost mladim. Kaj je en tak projekt, ki bi ga lahko izpostavil? Vem, da jih je ogromno, ampak en tak, ki ti je res pri srcu. Jaz bom rekel, upam, da mi ostali tega ne zamerali, ampak da je sigurno Simbioza eden izmed tistih projektov, ki po mojih notranjih vrednotah, da je na eni strani inovativen, da na drugi strani absolutno zagovarja sodelovanje, da spodbuja medgeneracijsko sodelovanje,
da je bil absolutno učinkovit. 10.000 mladih je učil, 15.000 starejših. Tisti projekt, na katerega sem iskreno ponosen, sem spet ponovno hvaležen in ekipi, ki je ta projekt pomagala narediti, in hkrati mnogim prostovoljcem. Žal mi je, da ga Slovenija ni prepoznala kot nek svoj izvozni artikel. Jaz sem bil pripravljen tudi v Sloveniji ta projekt prepustiti in reči, to je ena izmed stvari, ki smo jo v tej državi začeli. Žal smo premalo vizionarski, ko govorimo o tem, kaj mi dajemo kot Slovenci svetu. In glede na situacijo demografsko, o kateri se spet premalo pogovarjamo ali pa še premalo razumemo, bo ravno vidik medgeneracijskega sodelovanja, vprašanje tega, a bomo znali obdržati zavezništvo mladih in starejših, eno ključno z vidika razvoja celotnega sveta. Če bomo dosegali to, kar se pogosto želi doseči, da bomo probali skregati te dve generacije, da bomo na eni strani hoteli prikazati, da so starejši družbi breme, ne pa bogastvo modrosti, in da so mladi po drugi strani leni, nesposobni in da od njih nič ni, se temu svetu absolutno ne piše dobro. In jaz mislim, da je simbioza pomembno vplivala na povezovanje tega, in jaz moram reči, da največja zmaga ali pa najlepši dokaz uspeha tega so bila številna pisma, klici, na eni strani starejših ljudi, ki so zelo iskreno rekli, Žiga, toliko mladih ljudi si je vzel čas, prostovoljno, brezplačno za nas. Znali so biti vztrajni, znali so biti potrpežljivi, in če so to uspeli narediti, potem se pa jaz več ne bojim za prihodnost naše Slovenije. In na drugi strani so bile ta razmišljanja mladih ljudi, da je v modrih ljudeh toliko bogatstva, da niso enostavno tam za odmet družbe, cuzajo pokojnino in od njih nič ni, ampak da se skriva ta modrost, ki jo prenašajo leta izkušnje. Ta želja, da so še vedno del družbe, pomagati mladim, pomagati svojim znanjem in biti koristen. Se mi zdi, da je to tisto, kar je naredil simbiozo dovolj izjemno in posebno, da jo morda kot tisti projekt potegnem ven. In še enkrat, jaz sem ponosen tudi, da simbioza še vedno danes obstaja, da še vedno pelje zgodbo naprej, da znajo biti inovativni, pogosto ni lahko, pogosto ni razumljena, ampak jaz mislim, da če smo bili malo, bom rekel, pred časom, bomo slej kot prej ugotovili, kaj je bila dodana vrednost tega, in če so mnogi deležniki polni ust medgeneracijskega sodelovanja, so predvsem mladi v simbiozi pokazali, kaj medgeneracijsko sodelovanje je z dejanji, in jaz mislim, da smo na to res lahko upravičeno ponosni. Čestitam, res izjemen projekt, ker mislim, da tako, kot si že izpostavil, tudi če greva gledati poslovni svet, ogromen podjetnikov, predsednikov uprav, članov uprav, direktorjev, ima že kar neko kilometrino za sabo izkušnje, ki so zelo dragocene. Hkrati prihajajo mladi talenti in se mi zdi, da neko sodelovanje z novim znanjem, mladi talenti, in se mi zdi, da neko sodelovanje je absolutno zelo pomembno, tako da si treba čim več povezati in si pomagati. In moje naslednje vprašanje se glasi, ti si pri 33 letih vodil milijardno podjetje. Tako da, kako se zgodi, ko na primer greš spat in naslednji dan zveš, jaz pa danes vodim milijardno podjetje. Kaj še ne pute, kaj se ti po glavi plete, kaj si rečeš, moram, ne vem, spiješ kozarc vina, ne.
Jaz mislim, da pri meni se vedno zgodi, da predvsem vidim veliko odgovornost v tem. Seveda je to neka zmaga, ampak veš, je večja zmaga pol, ko uspešno končaš taka vodenja ali pa ko uspešno končaš neko obdobje. Moja ena ključnih nalog je bila pač stabilizirati, predvsem z kulturnega vidika, bom rekel, to podjetje in nekomu, ki je plačal milijardo, pokazati in dokazati, da je bilo to podjetje absolutno vredno tega denarja. Tako da jaz verjetno vse te velike zgodbe, ki jih mnogi vidijo kot velik uspeh ali pa neko zmago, jaz vedno vidim kot precej veliko odgovornost. In ta vidik, to je tudi nekaj, veš, jaz sem si dovolil vprašati samo Tanjizo, zakaj jaz. Bilo je vseeno mnogo ljudi okoli, svet ima mnogo bolj sposobnih posameznikov, kot sem jaz. Pa sem že na tej poti od pogodbenika do Chief Operation Officerja v internem startupu, potem Chief Revenue Officerja, tako hitro rastel, da je včasih to presenetilo tudi mene. In ena tistih ključnih res zadev je nek tak odnos do ljudi in hkrati velika mera odgovornosti. To je tisto, kar ona dva pravita, da je mene delal na tej poti posebnega. In včasih ne morem razumeti ali pa probam mladim razložiti, če je res tako preprosto, da je odgovornost tako pomembna stvar, pol sam bodite res odgovorni. Tisto, kar rečete, naredite, naredite pa še kdaj kaj več, kot rečete. In veš, to ni nek, bom rekel, kvantna fizika ali pa iznajdba cepiva za virus, da sva aktualna, ampak je to nekaj tako preprosto življenjskega. Ampak recimo, ne vem, ko sem bil Chief Revenue Officer, sem vedel, da si želijo narediti za zaposlene kafeterijo in sem pač rekel, to bom prevzel jaz. Pojma nisem imel, v življenju nisem restauracije naredil. Najdel sem v BTC-ju prostor, bil je betonski, izvajalce, ponudnika, ukvarjal sem se z vprašanjem prezračevanja prostorov, v bistvu me je šok ruknil, koliko stanejo resni prezračevalne naprave. Skratka, spet sem se nekaj novega naučil. Pa bo nekdo rekel, pa zakaj si se pa ti kot Chief Revenue Officer ukvarjal s kafeterijo? Zato, ker je vedno vprašanje, kaj lahko dodatno, kar je pomembno za nekoga ali za neko okolico naredim. In meni ni nikoli bilo problem narediti tisti korak več, prevzeti odgovornost in to tudi izpeljati. In to je en tak, če iz vsega najenega pogovora mladi vzamejo samo eno stvar, bi res rad, da vzamejo vprašanje odgovornosti. Da postanejo odgovorni in da naredijo ta korak več. S toliko ljudmi se pogovarjam, toliko ljudi srečujem, ki mi pravijo, Žiga, tako težko je najti odgovorne ljudi, ki tisto, kar rečejo, naredijo. In to mi je včasih v bistvu na eni strani strašljivo, na drugi strani pa ponuja eno tako priložnost za vse tiste ljudi, ki so pripravljeni v življenju biti odgovorni in narediti korak ali dva več. Super. Zdaj, ena stvar, ki si omenil, da si se podajal tudi v druge vloge, kot Chief Revenue Officer. In ena stvar, ki me je fascinirala, je tudi, koliko si dejansko vlagal v svoje izobraževanje in stalno nadgrajevanje. In tudi jaz sem zagovornik tega, da se človek mora stalno izobraževati iz vseh različnih vlog in tudi karkoli delaš danes, ti bo slej ko prej prav prišlo v življenju v določenem obdobju. Tako da mene zanima, ti imaš res ogromno nekih tečajev, certifikatov, ogromno nekih stvari si počel v življenju. Koliko misliš, da je to pomembno, da si danes tam, kjer si raven v bistvu zaradi tega, ker si se zavedal, da je treba vlagati v tvoj razvoj?
Jaz mislim, da je to ena unih ključnih stvari, ne, ker te naredi na eni strani bolj odgovornega, naredi ti bolj širokega in predvsem, a veš, ti pokaže različne poti, da se marsikaj v življenju da. Ne. Večkrat me mladi sprašujejo, Žiga, a se na faks splača iti. Ne. Ja. Lej, in seveda lahko pol dobim Billa Gatesa, ki ni naredil, bom rekel, faksa kot očitek, ne. Ampak jaz vedno mladim rečem, lej, v bistvu ne pogledam ali pa me ne zanima, kakšne ocene si na faksu imel. Me pa vse zanima, si faks končal. Iz predvsem enega razloga. A si finisher, ko si doer, ali nisi finisher, ko si doer. A veš, v življenju včasih pač prinese en kup balasta in lej, tale moj doktorat je ena moja dobra šola zdaj. Veš, koliko ljudi mi reče, pa ti, Žiga, zdaj pa še doktorat rabiš. Ne, v bistvu ga ne rabim. V bistvu se kdaj z njim matram, priznam. Lej, morda bo to una prva zadeva, pa upam, da ne bo, kaj ne bom v življenju končal. Ampak rečemo, da jo bom. Da še vedno to verjamem. Ampak, a veš, spet si postavljam neke nove izzive, neke nove poglede, nek nov svet. Ne? A veš, jaz se probam sprehajati zelo iz nevladnega sektorja v gospodarstvo, povoham politiko in sem neskončno vesel, da sem jo uspel pobegati. Ampak, a veš, zakaj ne na neki način združevati različnih svetov? Zanima me na eni strani umetnost. V času krize sem bil vesel, da sem uspel, ne vem, Ani Roš pomagati v svetu kulinarike. Veš, to mi daje širino, to mi daje po drugi strani, poleg širine, svobodo duha. To, da lahko rečem vsakmu, s tabo si želim sodelovati, ali pa lahko vsakmu rečem, lej, to me ne zanima. Jaz vem, da jezim mnoge ljudi, da pač zelo razmišljam svojo glavo, da povem svoje mnenje, ampak čistko, kar si danes mislim. Sej, če me nekdo prepriča, da sem naredil napako, spet sem se pripravljen upravičiti. Ampak ne rabim ugajati zato, ker se bojim, a bom jutri imel delo ali ga ne bom imel delo. Ne rabim ugajati zato, ker se bojim, a bom lahko prišel v nadzorni svet nekega slovenskega podjetja ali ne. Pač mi ne uspeva, zato ker morda zelo iskreno napišem, da se pač težko strinjam, da sedeš v nadzornem svetu prinaša boter v politični stranki. Zato, ker je to skregano z mojo na nek način pogledom meritokracije. To pomeni, da se s politiki nisem pripravljen pogovarjati, daleč od tega. Kjerkoli predsednik vlade, pa mi bo všeč ali mi ne bo všeč, me bo poklical in me bo prosil, da naredim nekaj dobrega za Slovenijo, bom to naredil. Ja, problem je, da nisem od nobenega, še včasih moja mama pa oče rečeta, da znam postati neposlušen, ampak to me dela takega, kot sem, to me dela morda malo posebnega, to me dela včasih malo težko razumljivega, ampak v tej koži se precej dobro počutim. V tej koži pri svojih 35 letih lahko rečem, wow, to je pa do zdaj bilo življenje, ki sem mu res hvaležen, ko ga pogledam nazaj, ni prav veliko stvari, ki bi jih naredil drugače. Super, to te dela z eno besedo osebo, ki ima svoje vrednote in to je super, avtentičnega. Tako da se popolnoma strinjam. Zdaj, ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je tudi, prej si omenil samo te pa Izo, da sta ti veliko svetovala, vodila, ti dajala zaupanje, je tudi mentorstvo. In vem, da si ti tudi zelo iskan v teh vodah kot mentor mladim, pa me zanima, a si tudi ti imel kakšno osebo, mentorja ali pa več mentorjev v tvoji karieri, življenjski poti, ki so te zaznamovali. In koliko se ti zdi to pomembna vloga? Absolutno, teh ljudi je bilo na tej poti kar nekih je še vedno. Tudi samo in Iza danes lahko potrkam na njuna vrata, jih prosim za nasvet in to marsikdaj naredim. Imel sem ljudi, ki so me v pravem momentu znali, bom rekel, tudi kar boleče, ne fizično, ampak tako
klofuto premazati, ko je moj ego bil mal poseben. Ne? A veš, na tej poti uspeha je zelo nevarno, da če ratuješ preveč uspešen, prekmal, tvoj ego postane previsok. In takrat rabiš ljudi, ki ti povejo, da si morda čist fajn, ampak, ne, da to pa to je treba paziti. Ne. S takimi ljudmi se še vedno danes obdam. Je vedno najbolj luštno z njimi? Ne, ni najbolj luštno. A veš, slišati na svoj račun kritiko, da si morda naiven ka sobrca, ali pa da te lahko vsak malo okrog prinese, ni vedno prijetno, ampak ko znaš to analizirati, ko se s tem lahko strinjaš, ko to razumeš, v dobro spremeni. In tudi to je razlog, zakaj, bom rekel, zelo veliko mladim, ki potrkajo na moja vrata, in ravno prej smo midva začela ta pogovor, sem imel 1 uro pogovor z eno mlado damo, ki me pač na enem predavanju pocukala za rokav. Jaz vedno mladim rečem, ja, ne, načeloma mi ni problema nekaj ur letno vam dati, ampak vse je odvisno od vas. Jaz sem pripravljen, mi to ni problema, koliko me pa znajo izkoristiti, a veš, eni se slišijo z mano enkrat, eni mi napišejo mail, pa prosijo za kakšno uslugo, ampak, a veš, ko sem bil jaz mlad, je na tej poti veliko ljudi stalo meni ob strani in zdi se mi pomembno in ključno, da tudi jaz stojim marsikakšnim mladim ob strani. Moram reči, da me mnogi fascinirajo, da mi mnogi konec koncev v tem mentorskem odnosu ponujajo priložnost, da se tudi jaz ogromno naučim. In kar ugotavljam je, da je ta družba mladih danes, jaz jim pravim, da so malo bipolarni, in sicer z vidika tega, da imaš en kup mladih, ki so žal preveč apatični. Ne bom rekel, da so krivi sami, pogosto lahko kriva tudi družba, bi mogli več odgovornosti za to njihovo apatičnost prevzeti vsi kot družba, ne? Ampak imaš pa neki genialcev, neki mladih ljudi, ki ne da govorijo, da bodo spremenili svet, ampak v njihovih očeh, v teh iskrah jaz vidim, da ga bodo spremenili. In tistim pravim, wow, to je to. Ne? Ker realno, ne, ta svet se bo mogel spremeniti, če bomo na njem hoteli obstati in če bomo na njem hoteli, da nam bo še vedno fino. Ne? In recimo, veš, jaz razumem, da so malo aktualna, bom rekel, situacijo z virusom, z vidika nezadovoljstva ljudi, z vidika tega, da se sprašujejo, a je to prav, ko države omejujejo neke, bom rekel, pravice. Človekove pravice so mi tako pomembna stvar, da konec koncev sedim pri varuhu človekovih pravic v njegovem svetu, na njegovo povabilo. Ampak po drugi strani, ne, a veš, jaz nisem optimist, čeprav sem po naravi velik optimist, ali pa mi kdo reče, da sem naiven, ali pa jaz pravim, moja roza očala včasih mi paše, da jih nosim in mi je vsem, kaj si svet o tem misli, ampak z vidika, kam svet gre, z vidika okolja, a veš, s tem svetom tako ravnamo, da enostavno reči, ta virus bomo premagali septembra naslednje leto in potem bomo mirno živeli naslednjih 100 let, jaz si te stave ne upam dati. S to zemljo svinjamo, z njo delamo, kot delamo, virusov bo vedno več, vedno bolj bojo nevarni in jaz upam, da bo enkrat človeštvo kliknilo, da pač tako ne gre. Zdaj pa seveda spreminjati navade, spreminjati stvari in spreminjati družbo je ena najtežjih stvari. Ampak v tistih iskrah mladih ljudi, o katerih sem prej izgovoril, vsem kdaj začutim, da jim bo to uspelo in močno si želim, da jim bo uspelo. Wow. Noro. Deva se malo dotakniti še tvojega osebnega življenja. Zdaj vem, da če te vprašam tvoj najljubši app, boš rekel Talking Tom, ker podela vse rekorde. Vem, da si omenil, da je tvoja najljubša hrana oziroma sladica čokolada.
Tako da malo nam povej, kaj delaš v prostem času, a poslušaš kakšne podcaste, bereš knjige, hodiš, kaj imaš rad, kaj rad počneš? Veš, to se malo spreminja. Zdaj, tisto, kar vedno rad počnem, je, pa zdaj malo težje, da potujem in spoznavam nove kulture. To je ena izmed zadev, ki je absolutno pomembna. Vedno sem bral ogromno knjig in berem ogromno knjig in ne me vprašati eno, ki je najboljša, ker ni ene, ki je najboljša. Lahko, a veš, če smo tako aktualno o Kitajski govorila, je ta Kaj Fulijeva knjiga, ki smo jo tudi uspeli prevesti v slovenščino, o velesilah, ena ključnih knjig razumevanja tako Amerike in Kitajske in to. Letos moram reči, da sem več časa po svetu, tudi igranju golfa. Evo, mi ni problem priznati, da sem letos preživel veliko časa zunaj v naravi s prijatelji. Ne vem, probam malo več športno zase narediti, pa je spet malo odvisno. En velik moj izziv zadnjih let, to sigurno je bil, da mi je bilo zelo težko navade si privzgojiti, zaradi tega, ker sem menil gosto lokacije, in nisem bil stalno samo tu na Cipru, tu imaš en krog, v Ljubljani imaš drug krog, na Hrvaškem, kjer sem pogosto, imam tretji krog, veliko časa sem bil vmes, ko smo, ne vem, Indijo odpirali v Indiji, na Kitajskem, in potem je težko, a veš, reči, da boš ob četrtkih igral tenis, ob ponedeljkih badminton. Tako da jaz sem res hvaležen mojim prijateljem, ki so me navajeni, da sem uletel in rekel, dajmo se dobiti takrat, pa dajmo, ne vem, squash igrati in to. Ne vem, zakaj športi, ki so povezani z loparjem in žogo, so mi na nek način, ali pa palcev, pa žogo so mi na nek način absolutno blizu. Seveda, kdaj poslušam tudi glasbo, ko si vprašal podcaste, ja, jaz sem en velik fan, imel sem čast ga tudi osebno spoznati, Davida Rubensteina, ki je v bistvu en najbolj zanimivih ljudi v svetu financ, ki pa na Bloombergu dela eno posebno zadevo in sicer intervjuja izjemno zanimive, znane ljudi in ima peer-to-peer 20-minutne intervjuje. Te intervjuje, absolutno vsem priporočam, da jih poslušajo. David uspe dobiti praktično vse ljudi na tem svetu in se pravi, imel sem ga v Parizu čast tudi srečati in spoznati, tako da sem en tak velik njegov fan. Verjamem v to, da še vedno se izobražujem, kot si rekel, tale doktorat sem si na križ naprtil. Enostavno mislim, da je to ena taka prava pot, da človek razvija sebe. Tako da, prosti čas namenjam takim in drugačnim stvarem. Včasih malo premalo pozabim ali pa pozabim na ta vidik zdravja, gibanja, pa se tega, ko pridejo v valovih neke stvari, vedno bolj zavedam. Tako da bom rekel, spet zdaj na Cipru sem zdravju posvetil malo več časa. Imel sem eno izjemno zgodbo lansko leto marca, ko sem končal, bom rekel, predsedovanje upravnemu odboru, sem svojega očeta in mamo opokojil na avion in smo šli v Indijo. Malo smo si ogledali Indijo, hkrati smo se pa za 3 tedne zaprli na eno ajuurvedsko kliniko, tako da smo šli čez eno tako zanimivo čiščenje. Tako da, znam narediti zelo odbite in posebne stvari. In priznam, imam to priložnost, za katero sem, se pravim, še enkrat hvaležen, je res, da sem si vse, kar imam, ustvaril sam, ampak probam to življenje z neko zmerno veliko žlico, pa s kakšno čokolado uživati, ker se mi zdi, da je to prav po svoje in si znati, kdaj vzeti čas zase, za tiste ljudi, ki so ti najbližji, in se mi zdi, da je to tisto, kar je prav.
Kakšno čokolado? Temno, samo da opredeliva. Ja, lej, zdaj, a veš, zaradi zdravja in zaradi vseh nekih takih pogledov, moram reči, da zadnje čase pojem precej velik in več temne čokolade. Ampak, ne vem, ko sem v Bruslju, mi je vogalna čokolada Godive, oziroma trgovina Godive najlepša stvar Brusla. In ko mi uspejo v tisto čokolado namočiti, bom rekel, še jagode, mi pač srce igra. Imam velike prijatelje in zaveznike iz Švice, ki mi znajo tovoriti izjemne čokolade. Čokolada je kar neka zgodba. Imamo tudi v Sloveniji kar nekaj zdaj novih čokoladarnic in to, ki delajo izjemne stvari. Tako da ko sva bila s Petro v Ekvadorju, sem iz Ekvadorja 5 kil čokolade pretihotapu. Tako da, to so tiste male skrivnosti, ki imajo svoj pomen in namen v življenju. Če ni skrivnost, kaj pa je tvoj doktorat, kaj pa je tema? Tema je sila zanimiva in je v bistvu nekaj, kar me sploh vleče ta doktorat delati. Zaradi tega, ker sem našel verjetno en fenomen, ki ga v bistvu nihče še resno ni raziskal. Hkrati je povezan s to mojo zgodbo v bistvu outfita in se mi zdi, da je lahko tudi poklon prav dvema človekoma, ki jih pač cenim in spoštujem iz vidika tega, kar sta naredila. In sicer je to v bistvu zgodba tranzicije leadershipa iz biznisa v filantropijo. Jaz verjamem, da bo vedno več ljudi, ko bo naredilo uspešne biznise, ampak to v novo filantropijo. Veš, to ne pomeni, da je to tranzicija ljudi, ki samo dajejo in naredijo filantropsko organizacijo. To smo v zgodovini pogosto že videli. Ampak pojavlja se ta nov fenomen, ko te ljudje v bistvu pustijo biznis, Bill Gates je verjetno en najbolj znanih teh primerov, in v bistvu svoj čas, energijo, znanje in denar namenjajo popolnoma filantropskim zadevam. In kar mene zanima je, kako se spremenijo in če se spremenijo oni in kako v bistvu spremenijo, če spremenijo, tudi kulturo organizacije. A so drugačni v filantropiji, kot so bili v gospodarstvu, podjetništvu. In tu bom pač za začetek, pa upam, da sprožil seveda veliko akademsko debato celega sveta, ne hecam se. Nikoli nisem, ali pa ni neka velika ambicija, da bi v akademskem svetu naredil neko novo kariero, ampak vse ne, a veš, imam to priložnost, da ravno primer outfita analiziram z tega zornega kota, naredim eno poglobljeno raziskavo case studija in morda prispevam jaz tudi en mali delež k tej zgodbi o uspehu, ki sva že na začetku rekla, da bi mogli jo bolj razumeti kot zgodbo uspeha, ker je še en fenomen, ki ga pozabljamo, ki ga pogosto ne slišimo dovolj. Razlog, da je Outfit 7, kot sem že na začetku omenil, nastal, je ravno ta filantropski. In ni danes, po mojem, veliko podjetij, ki prav fokusno nastanejo iz tega zornega kota. In se mi zdi, da je to en tak moj poklon tej njuni ideji, temu njunemu uspehu. Ampak, zdaj so preveč o tem doktoratu govorila, zato ker zdaj to je pa to resen pritisk, da me boš čez 2 leti vprašal, kje to je, pa ne samo ti, ampak množica ljudi. Ne? Tako da, a veš, nehote, čeprav se bi kdaj temu doktoratu tudi jaz izognil, dal čez kouter in rekel, pozabljena zgodba mojega življenja, evo, pa imam eno dobro zgodbo, ko me boste na intervjujih sprašvali o neuspehu, ne? Pišu, pa me vedno pripeljete do tega, da s tako vnemo razlagam o teh stvareh, ne? Ampak ja, akademski svet terja
drugačen način dela, terja drugačen mindset. In ti priznam, da po tej karieri v gospodarstvu, ko moraš morda narediti na dan 200 nekih operacij, se moraš hitro odločiti, mi ni lahko vzeti 60 strani članka in ga počasi brati, analizirati, ob njem razmišljati. Ka pač spet budne ven uno. Hej, a lahko executive summary mi napišite, 3 pomembne citate mi dajte in zaključimo v 10 minutah. A veš, in spet to, da si privoščiš to drugačnost v življenju, je spet en tak verjetno biser in neko bogatstvo, ki ga pač imam, zato ker mi ni treba, mi ni lahko, ampak če hočem razumeti tudi ta akademski svet, ki ga pogosto gospodarstveniki ne razumejo, ki mu marsikaj pogosto očitajo in eni in drugi, ne, se mi zdi, da je prav, da ga vsaj malo pobliže spoznam in morda je doktorat ena izmed teh smerov. Zdaj, veliko uspeha. Žiga, jaz bi se ti še enkrat res zahvalil za tvoje izjemne poglede, izkušnje. Preden pa zaključiva še zadnje vprašanje, če bi lahko dal 3 nasvete našim mladim poslušalcem, med njimi ogromno študentov, mladih podjetnikov, tudi direktorjev, predsednikov uprav, kaj bi bili neki tvoji 3 nasveti? Lahko jih je tudi več, ampak... Nekaj sva jih že omenila, pa jih bom morda sam absolutno poudaril. Absolutno potujte in se izobražujte. Te širine in znanja v življenju vam ne more vzeti nihče. Bodite odgovorni in tisto, kar rečete, da boste naredili, bodite toliko posebni, da naredite še malo več. In se mi zdi, da je ključ, da ostanete malo samosvoji. Zaradi tega, ker povprečnih ljudi ima svet dovolj, izjemne ljudi bo pa ta svet še krepko rabil. Top. Žiga, še enkrat najlepša hvala. Res izjemni pogledi, nasveti in ogromno si že dosegel, tako da jaz se veselim in tudi vem, da naši poslušalci se veselijo še nadaljnjih zgodb o uspehu. Vem, da bo tudi ta slovensko-kitajski poslovni klub doživel nove razsežnosti pod tvojim vodstvom, tako da še enkrat najlepša hvala in veliko uspeha za naprej. Hvala za vabilo in hvala tudi tebi, da delaš te stvari, ker se mi zdi, da je prav, da različne poglede, različna znanja, različne izkušnje širimo v ta slovenski prostor in mi je bilo v veselje in čast, da sem bil s tabo in da sva tole preklepetala in verjamem, da kakšen nasvet za v žep bo vsak lahko vzel. Bo, super, z veseljem. Hvala. Bodi lepo. Srečno. Srečno, čau.